Potekal je dvoboj med Radomljami in Olimpijo. Domača ekipa Radomelj je prvič letos igrala pred domačimi gledalci proti Olimpiji. V prvem krogu poraz proti Domžalam, Olimpija pa je začela zmagovito. Velikonja je odločil proti nogometašem Celja. Tokrat boljše začenjajo gostje, Olimpija je zapretila že v 5. minuti. Klinar oddaleč, dober strel, ampak na pravem mestu Ivačič. Prva kombinacija tudi za Radomlje, prekinitev in predložek pred vrata. Po dobre pol ure igre je bil pred vrati Anđelković in tokrat je žoga končala zgolj v naročju gostujočega vratarja Šelige. Ob koncu prvega polčasa še ena kombinacija za Radomlje, ki so zapretile prek Cerarja. Tokrat je bil v ugodnem položaju, streljal visoko čez gol. Olimpija je imela nekoliko več žogov v svojih nogah, nekaj pobude, a pravih priložnosti ni imela. Drugi polčas pa je bil nekoliko boljši za Ljubljančane. Tole je gol za 1:0. Miha Zajec je zadel po izjemno lepi kombinaciji, podal je Denis Klinar. Zajec pa je žogo pospravil mrežo z glavo za prednost. Zmajčkov v Domžalah 0:1. Olimpija je bila nevarnejša v zaključku tekme. Najprej je Zajec prišel do strela daleč, še enkrat meril mimo gola, tekla je 75. minuta, nato pa še v naslednji akciji nova kombinacija akterjev pri golu, številka 1, Klinar je podal, Zajec je streljal, tokrat nekoliko prešibko za Ivačiča. V samem finišu, v zadnji minuti tekme, pa še izjemno lepa samostojna akcija za Elekeja. To je bil nevaren protinapad Olimpije in Eleke se je poigral z obrambo Radomelj, lepo preigraval in povišal prednost na 0:2. Olimpija je zabila še 3. gol v letošnji sezoni, nobenega še ni prejela in tole je bila zmaga za Ljubljančane na koncu v Domžalah. Radomlje, Olimpija 0:2. Moram reči, da je zaslužena zmaga Olimpije, da so bili boljši na koncu tudi za ta dva zadetka, čeprav ta drugi je padel dejansko v zadnjih minutah, ko smo bili že malo odprti, ko smo šli gor poskušati izničiti njihov zaostanek. Ampak danes so fantje prikazali čisto drugačno igro, čisto drugačen pogum, kot so ga imeli v prvi tekmi, tako da sem lahko zadovoljen z njihovim pristopom. Nam je pa zmanjkalo tiste mogoče malo kvalitete, ki smo prihajali v tiste neke pol priložnosti, v neke situacije, iz katerih bi lahko mogoče bili bolj nevarni. Ampak jaz mislim, da bomo v naslednjih tekmah lahko to nadgrajevali in da smo lahko optimisti. Igramo na vsake 3 dni, igralci so nekoliko utrujeni, imamo tudi nekaj poškodovanih nogometašev. Zato pri sestavi najboljše postave nimamo prav veliko izbire. Prvi polčas smo bili utrujeni, začeli smo nekoliko slabo, potem je prišla do izraza naša želja po zmagi. Zmagali smo za našo publiko, za naše navijače in za našega predsednika, ki se trudi za nas.